Evo, živijo, dobrodošle, no, tle smo same ženske v skupini Zavetje v sebi. Danes je z nami Greta, hipnoterapevtka, živjo, mojstrica regresije, coach in to mi je bilo všeč, kar si napisala, ljubiteljica ljubezni do sebe. Ja, res je. In to je tvoje poslanstvo, ki ga prenašaš v svet. Tako je, res je. To je moja rdeča nit, če bi temu tako človek rekel. Zelo, zelo dober. Bi na tem mestu še kaj dodala? Jaz bi se ti res tle zahvalila, da si se odzvala in si tukaj. In eno super temo bomo imeli, a ne to, kar je pravzaprav tvoja rdeča nit. Tvoja pot, oprosti, bi dodala še kaj pri svojih nazivih, ali sem zajela? To je to. To bo dovolj za enkrat. Sej vlit. Nekaj se mi prežiga tule. Tvoja pot do ljubezni do sebe se je začela v zelo težkem obdobju tvojega življenja. In se mi zdi, da je prav, da mogoče ti podeliš, kar želiš, na kratko, potem pa bova šle seveda na današnjo temo. Ja, res je, točno tako je, Darja. Jaz sem v bistvu sebe srečala v bistvu po smrti mojega moža. Torej 5 let nazaj je moj mož zapustil to našo zemljico in šel na drugo stran Mavrice. Bila je bolezen, ki jo vsi vemo, da je najbolj hudičeva, in to je rak. In sicer trajala je približno 6 mesecev. In bilo je zelo hudo. Je pa dejstvo, da je on v zadnje dni, recimo, ali pa zadnji teden, ko se je še kakor toliko zavedel, meni vsak dan serviral kakšen stavek, katerega jaz tisti trenutek niti nisem razumela, ampak sem ga nekako pospravila zadaj v neke zadnje kapacitete, ali pa bi mogoče lahko rekla celo jaz kot hipnoterapevtka, da sem malo potlačila v podzavest. In potem, ko je on odšel, seveda je bil čas za žalovanje, ki nikoli nisi nikoli na njega pripravljen. Ne glede na to, da veš, da bo nekdo odšel, kakorkoli, in se v bistvu si želiš, da se to zgodi čim prej, predvsem zaradi njega, zato ker so pač bile bolečine hude, močne, in zato ker je bila pač sama zgodba zoprna. In je bilo za njega najbolj tečen pravzaprav. Mi vsi seveda zraven smo imeli pač svojo zgodbo, svoje trpljenje, ki nima veze s tem, kar je on doživljal. In po enih 6 mesecih sem imela jaz en dogodek sama s sabo, če temu tako rečem, v moji bivši službi. In v bistvu je bil ta moj notranji poriv in ta moja bolečina in tako naprej malo v bistvu precej, kot sem spravila to ven. In v tistem trenutku sem v bistvu videla v očeh svojih sodelavk, ki sta mi neizmerno stale ves čas v tem obdobju ob meni, žalost, veliko žalost. In takrat sem rekla, dosti je, Greta, ne moraš pa nekaj narediti, tole pa ne bo šlo več tako. In takrat je bil covid in nisi imel, ne vem, ni bilo nekaj, da bi kam človek šel, se kam kaj pogovarjati pa tako naprej. Ampak sem dobila za rojstni dan ravno od teh 2 čudovitih oseb denar, ker takrat, mislim, ponavadi smo si dajale pač neke kupone pa tako, ali darilne kartice, sem dobila pa denar, ker pač nisi mogel kupiti nobenega darilnega bona. In jaz ne vem, pač seveda vesolje vedno, ko se ti nekaj odločiš, smeri nekaj naredi, zdaj pa ti to vzameš ali pa ne. Je prišla nasproti neka meditacija. Se pravi online, po Zoomu, in jaz si to plačam, sem rekla, glih toliko,
je, kolikor imam jaz tega denarja, to bo šlo pa za to. In jaz sem se takrat prvič v bistvu srečala z vodeno meditacijo in mi je bilo blazno všeč. In potem sem na tej internetni strani seveda potem raziskvala, sem videla, da so pač tudi na voljo posnetki in sem si jih seveda potem tudi poslušala. In potem me je življenje peljalo naprej in ker sem jaz to počela, sem začela meditirati. Sem jaz 8 mesecev meditirala 3-krat na dan, ker je bilo to tako nujno potrebno, da sem jaz ta svoj mir, in tako naprej, da sem jaz to vse naredila en tak mir, pa eno tako udobje in tako naprej noter v sebi. In potem mi je prišla pa nasproti Irina Kahne, in sicer najprej v skupini Neustavljive, in potem sem poslušala tudi hipnotične posnetke. In potem je ona razpisala pač šolo za hipnoterapevte in jaz sem že takrat, ko sem začela poslušati hipnoze, se pravi posnetke, to je bilo tako. Jaz sem ekspandirala na osebnem področju tako noro. Počutje, bistrost, jasnost, nič več nisem pozabljala stvari, ke včasih sem si mogla zmeraj zapisati, pa še, ke sem si zapisala, sem pozabila. Ne vem, tako učinkovitost, tako noro, no. Pa ta notranji občutek, da sem jaz okej, točno takšna, kot sem. To je bilo zanimivo, ke sem zmeraj se primerjala, pa zmeraj nisem bila dovolj dobra, pa tako naprej. In sem rekla, mogoče bom pa s tem pa še kaj več dosegla. Ni bil plan, da jaz nekomu drugemu pomagam, nekako še takrat. Potem se je pa pač odvilo in jaz sem naredila prvo, drugo in seveda tudi potem BBH. In tako, tukaj si tudi ti v bistvu na Beyond Being bila, potem malo veš približno, kaj govorim. No, in potem so se začele seveda odpirati meni vrata, čist, se pravi, ena zapirati na polno, druga pa na polno odpirati. In pa sem začela pa delati hipnoterapijo, regresijo, Beyond Being, hipnozo, vse to sem delala. Vem že, mislim, Ja. ja. Ampak to sem delala tako, najprej malo ljubiteljsko, zato da badam. Zdaj pa to moj posel. Top. Ta poved. In zdaj sem od 1.6. samostojni jaz in delam na svoje. No, tudi mene ta pot kliče, ampak o tem kdaj drugič. Skratka, v bistvu si nekako imela razpad starega in ponovno rojstvo, če lahko tako rečemo. Točno tako. In danes to znanje deliš naprej preko, tako kot si rekla, seans hipnoterapije, regresije, prav tako imaš pa tudi delavnice, programe na temo ljubezni do sebe, kot je današnja, in se mi zdi, da te teme ni nikoli preveč. Ja, res. In vsaka tudi predavateljica jo predstavi iz drugega zornega kota in zato vzemimo to, kar nam resonira, In jaz vedno pred vsakim predavanjem imam proces, pravzaprav tudi sama, ker to zavetje v sebi sem ustvarila tudi zaradi sebe. In glede na to, da je eno področje, skozi katerega nas boš popeljala tudi hvaležnost, sem jaz v bistvu ozavestila, da sem še vedno premalo hvaležna, da bi še vedno lahko bila bolj hvaležna, tako da druga dva področja sta pa zavedanje sebe in pa postavljanje zdravih mej, kar je tudi zelo ključno. In jaz bi ti kar predala besedo in dobrodošla tukaj. V bistvu nam boš tudi povedala, da ni privilegij, ljubezen do sebe, ampak osnova vsega, nenazadnje tudi več življenjske energije, zadovoljstva, ustvarjalnosti, in to je to, kar itak je prav, da gremo za tem, če je možno. Tako da, evo. Hvala. Ja, res je. Torej,
točno tako, kot si rekla, ljubezen do sebe je res ena čista osnova. Sploh se ne zavedamo, koliko je to nujno potrebno v naših življenjih. Ker mi v bistvu tako močno si želimo, da nas bi imeli ljudje radi. To si vsi želijo. Pa lahko še tako rečejo, se meni vse. Ne. To si vsi želimo. To je naravna potreba. Mi, ki se rodimo brez ljubezni, da jo dojenček ne čuti ljubezni od svoje mame, očeta, nekoga, pri katerem odrašča, da ni dotika, da ni objema, da ni te energije na ta način, on težko zraste v eno dosti normalno postavljeno osebo. To vsi vemo. Na račun tega, ker ne zmoremo, mi starši, odrasli, kdorkoli, dati te ljubezni naprej. Iz raznih razlogov, se pravi, se lahko pogovarjamo, kaj je bila kura ali pa jajc najprej, ne. V bistvu pride oseba odrasla ven poškodovana, s tem pomanjkanjem in s to blazno željo. Zdaj, tudi če imamo tega dovolj, nam ni nikoli preveč tega. Tako, kot si rekla, ljubezni do sebe ni nikoli preveč. In da se pa začnemo imeti rade, če zdaj rečem tako, kot smo sami ženske tukaj, ker tudi jaz delam z ženskami, se pa moramo v bistvu začeti čutiti, zaznavati, znati postaviti zdrave osebne meje in pa seveda trenirati, graditi visoko vibracijo, in to je hvaležnost, ki je ena taka res osnova. In meni velikokrat rečejo stranke ali pa te moje ženskice, ki imamo te delavnice ali pa ki imam program Moč ljubezni do sebe, pa se veš, jaz sem ful hvaležna, jaz se večkrat tako zahvalim pa tako, čez dan pa tako. Kaj se rečem, jaz, fantastično, to se pravi, ne rabiš več prav veliko narediti do tistega koraka, da boš v bistvu zadevo materializirala. Tako malo debelo vse pogledajo. Pisati je treba hvaležnost. Ko mi pišemo hvaležnost, mi se spomnimo za nekaj, da smo hvaležni. Mi to napišemo, in ko to mi napišemo, gre energija nazaj čez roko v naše telo. In mi naredimo ta most med umom in med srcem. Danes sem poslušala en del predavanja od Ane Bučevič in je rekla, spraševala je, če mogoče vemo, kje je naš pa so vsi rekli v glavi. Pa je rekla, ne, v srcu je, oziroma v celem telesu. Ni določeno, ni samo glava. Kaj se rečem, da narediš most. Most je treba narediti, v celem telesu je treba narediti most. Naši možgani so neke misli, ki nam v bistvu proizvajajo, ali jih oni proizvajajo, ali jih mi proizvajamo, to se moramo zdaj odločiti, kdo bo imel zdaj tukaj nadzor. Ali je naš ego tisti, ki je ta glaven dirigent, ali reče ti kot duša, kot zavest. Čakaj malo, zdaj se bom pa jaz odločila, tole pa takele misli pa jaz ne bom imela. In to je že prvi korak do ljubezni do sebe. In potem se začneš zavedati svojih čustev in se vprašaš, kako se pa jaz počutim v tem odnosu. Ali odnosu pa kar super, se pa fajn počutim, rada grem na kavo s to prijateljico, se mi zdi, da se krasno pogovarjava, se mi zdi, da imava en tak flow, kadar jo jaz pokličem, dvigne, kadar ona mene pokliče, dvignem, si ne zamerva, če ne dvigneva, če nimava časa, vse te stvari. Ti imaš pa nekoga ob sebi, ki ga ali občuduješ, ali imaš rad, ali je nekako magnetičen, pa te privlači nekaj do njega oziroma do nje, hkrati ti gre pa na živce. In pa se treba vprašati, zakaj ti gre na živce? Kaj ti kaže? Kje si ti tist v tebi noter,
Zakaj mi gre na živce? Zato, ker je, zdaj bom nekaj lupljena, zato, ker je čisto samo svoja. Ok, ki bi bila ti rada samo svoja? Lej, imaš ogledalo. Postani samo svoja na svoj način. In spet je to ljubezen do sebe. Ker daš sebi priložnost. Ne? Jaz zmeri pravim, ko damo sebe na prvo mesto. In ko smo mi ok, so vsi okrog ok. In takrat, ko smo mi ok, nas nič ne moti, če kaj ni pospravljen, če ni vse neki, ne vem, pošlihtan, Ker pa meni smo v redu, nas pa moti vsaka dlaka na nekje, kaj je, kaj jo noben ne vidi, samo mi jo vidimo, Da imaš moto, ja, da imaš dlake doma. Imam, pa imam še psa, tako da imamo dosti tega. Ja, in treba se je naučiti zaznavati sebe. A je meni danes, a se jaz danes počutim, da grem na kavo, a se jaz danes počutim, da grem na kavč. Kaj jaz rabim? Jaz rabim počitek. To pomeni, da se moram uležiti. Ali pa usesti v nekaj udobnega, vzeti knjigo, ali pa samo zapreti oči, pa narediti par vdihov, izdihov. In že tukaj daš v bistvu signal svojemu telesu, da si upošteval to, kar pač telo potrebuje, Se pravi, da si mu dal znak, da pravilno razmišlja, da daje pravilne signale. To pomeni, da jih lahko tudi vnaprej daje. To pomeni, da jih bom slišala, se pravi, da bo moja intuicija hkrati, ki je prisotna tukaj, me peljala v življenje točno po tisti poti, za katero sem si jo jaz začrtala kot duša, preden sem prišla v ta moje telo. In potem bom zadovoljna. Tudi če bo slabo, tudi če bo nekaj, kar pač ne bo fajn, ampak šele takrat, ker nam ni fajn, mi lahko rastemo. Mi ne rastemo takrat, ker nam je vse ok. In vse to je ljubezen do sebe. In vse to jaz učim v teh mojih delavnicah na različne teme in v teh mojih programih. In najbolj fajn mi je, recimo, ne vem, zdaj, ko sem imela marca, so imela luštne punce, in je ena po 30 letih nehala kaditi. Brez da bi prišla k meni na regresijo za kajenje, za odvajanje. Ampak samo s tem, ko je bila v zavedanju, ko je delala vse te stvari, hvaležnost je pisala. Jaz zmeraj rečem, samo 3 stavke vsak dan. To je 3 minute. To ni nič, ne mi reči, da nimaš časa. To lahko med tem, ko lulaš na WC-ju, napišeš, če smo že na tem, da imaš toliko dela. Namesto, da imaš telefon v roki. Če smo, koliko mi scrollamo po telefonu? Sploh se ne zavedamo. To nam grejo ure, lahko. Ne samo minute. In če bi to skratili, če temu tako rečem, pa bi si takrat vzeli, ne vem, za neko refleksijo dneva. Kaj pa je danes, recimo vaja, kaj pa je danes, kakšen je bil moj dan? Jutri sem vstala, peljala sem Kaja na sprehod, potem sem si naredila čaj pa kavo, pojedla sem kosmiče, imela sem z Darjo intervju, ful dobro sem se počutila, ker sem lahko širila neko znanje in res mi je bilo dobro. In upam in verjamem, da bo dosegel to točno tiste ali pa točno ta prava oseba, ki to potrebuje. In kaj češ lepšega, popoldne, ne vem, imam še nekaj stvari za svoj posel za narediti, gor dol, levo, desno. Ne vem, mogoče bom rekla, da sem hčeri rekla, da mora nekaj narediti, pa da sem bila malo osorna. To ni bilo glih dobro, to bom drugič popravila. Gre v zavedanje, čakaj malo, zakaj sem bila osorna, zmotil me je to pa to, zakaj me je to zmotil. Zato, ker mi gre na živce, če ni pospravljen, čakaj malo, ampak je konc sveta, če ni pospravljen, ni. Ok, to potem lahko drugič drugače naredim, ja, lahko drugače naredim. In tako se učimo, same sebe se učimo, kako smo bolj nežne do sebe in kako smo bolj nežne do vseh nas, do vseh, ki so okrog nas. In zavedati se moramo pa nekaj, da vedno vse, kar je okrog nas, ni da zdaj sediva sicer čez ekran, ampak sediva nasproti. In jaz sem špegel tek in ti si špegel meni.
In najina energija je na neki vibraciji. In ja, je na neki isti, zato sva se danes tukaj, a ne? In mi dve drugi kaževa, kdo sva. In to je naša realnost. In potem rečejo meni punce, ja, meni pa moja realnost ni všeč. Potem moraš pa nekaj narediti za to, da bo drugače. Ker to, kar ti živiš, to si ti tukaj noter. In kako pa spremeniš? Tako, da greš v plan, kako boš spremenila svoje notranje občutke. Misli, energija, rastla po lestvici, ne? Recimo čustveni. Moramo biti skozi v žrtvi, ne? Veliko je tega, ne? Veliko ženske, dobro, moški tudi, ampak predvsem ženske smo grozno rade v občutku žrtve. Joj, pa ja, pa veš, pa ne da se, pa ne morem, pa to je tako hudo, pa ne. Pa dobro je, okej, situacija je taka, v redu, res je, hudo je. Ampak kaj pa jaz lahko naredim, da ne bi bilo tako hudo? Meni. Okej, če je nekdo pač bolan, jaz zdaj za njega kaj lahko naredim? Pridem, mu kaj pomagam, mu prinesem sadje, poklicam zdravnika, nekaj. Ampak ne rabim padati v žrtev. Ja, pa zmeraj tako, skozi vedno pa zmeraj. Imamo, ne? Te tri besede, ne? Ja. Pa to ni res. To je posploševanje. Zakaj posplošujemo? Zato, da se ne začnemo pogovarjati o točno določenem problemu. Ker če rečeš skozi vedno pa zmeraj, si naredil črto, ne? Da se mi sploh ne slišalo. Ker smo v programu. In pa, ko pove, ko meni mož kdaj pove, pa ti si zdaj totalno negativna. A res? Pač, a veš? Ja. Ker je zato je treba meditirati, ne? Ker ko mi meditiramo, spravljamo vse nivoje v bistvu v telesu, uravnamo komplet vse. In ko mi vse uravnamo, ko mi v bistvu v tistem trenutku, ko gremo v meditacijo, spustimo misli, se spucajo, misli prihajajo in odhajajo. To je skozi. Meni reče, ja, pa jaz ne morem meditirati, jaz sem skozi misli. Ja, saj imam jaz tudi. Nič narobe, sploh ki smo bolj v umu, a ne? Jih pač imamo. Nič tazga. Jaz mi rečem, okej, tako, ko smo šla tudi pejt. Če pa kaj tazga zelo pomembenega, pa prid pol, ko bom končala nazaj. Zdajle pa nimam časa. Se pravi, se spet odločam za sebe, se pravi, spet dam sebe na prvo mesto, se pravi, spet dam prostor sebi, da se imam rada. In potem bom dan odpeljala brez problema, a ne? In bom pozorna na svoje občutke. Pa ne samo to, jaz bom potem, ko bom to trenirala, pozorna, še preden se bo kaj zgodilo, ko bo že šlo v neko situacijo, bom čutila to svojo notranjo energijo, ki se bo začela spreminjati, in bom rekla, čakaj malo, kam zdaj to pelje? In potem bom samo opazovala in se ne bom zataknila za to, ne bom reagirala, ne bom si pustila, da se sprovociram. In se bo samo odpeljala. Jaz sem pa samo opazovala. To je tako grozen zdajle slišati, ne, ker zdajle to, kar jaz govorim, je že ne vem koliko minut minil, ne, v bistvu situacija se zgodi pa v parih sekundah. Ampak takrat gre to, časovno sploh ne moš to določiti, ne. In ti samo opazuješ. In ko ti samo opazuješ in ne odreagiraš, ne telesno, ne verbalno, ne energetsko, se mogoče sploh do konca ne bo zgodilo, to je prva stvar. Drugič, se boš pa točno v bistvu ujela, a je to tvoje, a je to od nekoga drugega. Ker mi tudi zelo radi vzamemo nase, sploh empati, zelo radi vzamemo nase energijo nekoga drugega in vzamemo za svoje. Kaj pa ni, ne? Ni to, da to nič, ne? Otrok si
A ne, nam je zelo, zelo mar, kako se oni počutijo, kaj oni doživljajo in bi jih kar reševal, ampak ne moreš, a ne? Ne, vsak rab svojo zgodbo in svojo izkušnjo, in tudi otroci so ena taka izkušnja v življenju, ki te v bistvu znajo naučiti ogromno enih stvari, če si pripravljen to sprejeti. Ker pač moja hči je, jaz sem bila prej že enkrat poročena, pa sem se ločila, in hči je iz prvega zakona, in po ločitvi seveda je bil tudi en tak kaos v moji glavi in mojemu življenju in telesu. In je v bistvu bila ona tista, ki me je v bistvu učila enih stvari, da sem jaz začela, ampak sem jo slišala, ne, hvala Bogu, začela drugače razmišljati in začela v bistvu takrat iskati druge tudi opcije o tem, kako je življenje lahko drugačno, in takrat sem potem šla študirati astrološko psihologijo, ki sem jo vzela v bistvu zgolj kot terapijo, ne toliko to, da bom jaz ne vem kaj znala. Bila mi je blizu astrologija, rada sem jo imela, všeč mi je bilo in sem se pač na inštitut Boštjana Regovca pač vpisala. Nisem izpitov naredila, sem vse predavanja pa to sem dala čez. Ampak takrat sem se jaz tam učila bolj kot ne o sebi. Danes mi to prav pride pri strankah, ko pogledam, kako stoji njihova karta. Otrok mi je pa takrat, se pravi, moja hči je bila pa takrat res orang moja učiteljica. Saj še danes sem. Ampak takrat je pa bila orang učiteljica. Je pa stara takrat. Stara je bila 3 leta pa pol, ko sva se ločila. Tako da ona je mene do njenega 6. leta, ko je seveda otrok še odprt, zelo dobro v bistvu, kot da bi downloadalo. Tako noro. Pa se seveda to zaprlo pri njej, čeprav jaz mislim, da če bi to ona vzbudila, bi bilo pač še vedno živo, ampak ja. In jaz pravim, v življenju je treba vedno poiskati neko rešitev. Če ti ni dobro, če ti je koža premejhna, sleč jo. Ja, ni enostavno, kako si enak. Ranljiv. Ampak edino tako boš zmogla priti do tiste točke, katero si jo tako močno želiš. Jaz sem si recimo po smrti mojega drugega moža, ke je bilo tako res, ne. Jaz sem si jaz sem imela samo eno željo, da se meni glava umiri, ne. To se je vrtelo non-stop, ne. Pa da bi ta tesnoba, ta teža, ta bolečina tukaj noter v prsih malce pojenjala. Samo to sem si želela, nič drugega. In jaz sem prišla danes recimo po tolikih letih do tega, da se imam ful rada, da se dam na prvo mesto. A me je kdaj strah? Še vedno. Potem si pa rečem, a prav, ke me že orang stisne, ke jaz ne pravim, da imam dolgo lajtenko, včasih malo dlje rabim. Me ful stisne, pa si rečem, a prav strah te bo zdaj. Gledala si smrti v oči. Česa te je lahko še strah? Tam je bil res the end. Tukaj ni konec. Tukaj lahko samo obrneš in greš naprej. In to me potem dvigne, ne, vedno. In saj to vem, da pač je odzadaj pač duša mojega pokojnega moža zraven in tako naprej. Ampak ja, on je meni rekel recimo en stavek od vsega bom podelila, kaj vse je on meni povedal. Je rekel, gre ti samo to te prosim, vse to naj ne bo zaman, iz vsega tega, kar doživljam jaz in ti, se pravi midva skupaj, nekaj naredi. Ja, pa sem pospravila, ne. In ja, nekaj naredi. In jaz zdaj to delam. Širim ljubezen. Ful navdihujoča, ganljiva navdihujoča zgodba, čeprav je po eni strani bi bilo lažje vleči po pokriti skoltro, ne? To sem si rekla, ali se bom pokrila,
pa sem pokrita za zmeraj, ali se pa zdajle ostanem, pa nekaj naredim. Pa te življenje v bistvu odpelje. Zdaj, če hočeš videti, vsi dobimo kažipote. Čisto vsi. Zdaj samo vprašanje, a ti greš za tem kažipotom, ali si pa v egu pa rečeš, veš kaj, jaz tega ne rabim. Ne? To je tako, kot recimo, ne vem, ko si ne daš v navigacijo, ne? Pa ta navigacija voz, pa ti veš, da ni ok, ker veš, da ni ok, da bi bilo boljše drugače ali pa drugje ali pa nekaj. Ampak kar greš, ne. Tišaš ta svoj notranji signal. In potem prideš nekam, kar sploh nisi hotel, ne. Da pa se vprašaš, čakaj malo, zakaj, kako. Je pa prav tudi, da v bistvu, ko imamo nek tak proces, težek, bolečino, da vseeno pač si damo dovoljenje in smo lahko par dni pod kovtrom, a ne, in imamo ful nekih sodb potem. Kar je točno to. Vedno si je treba vzeti čas. Vedno. Ne glede na to, kaj je. Ker tvoja bolečina je za tebe težka, moja bolečina je za mene težka. In midve ne morava soditi, katera je težja, zato ker je za naju dve pač tvoja, moja. In če je meni težko, se jaz uležem, sicer se ne pokrijem čez glavo, ne, ker si dam potem knjigo, pa berem knjigo ali pa telefon driblam, recimo, tudi to počnem, pa se rečem tako, zdaj pa pol ure telefon driblala, zavestno. In je to. In pa se rečem, čakaj malo, a še rabim tole, a sem se spočila, a sem v redu, ali karkoli, ne vem, ali grem lahko, ne. Jaz si recimo tudi dovolim zdaj, ker si nisem nikoli, da popoldne ali pa takrat, ko potrebujem, da se uležem pa zadremam. Ker nisem v redu, recimo, je kratek dremež idealen za premik frekvence v telesu. A ne? In se nič ne obsojam več, a ne? Joj, pa zdaj si pa spala. Ja, pa sem, pa kaj zdaj? Ne? Pa sem se spočila. Saj imam tudi na koncu koncev nekaj let, ne? Kje pa piše, da moram skozi nekaj. Je pa tu vzorc, iskreno. Jaz sem recimo 35 let bila zaposlena v službah pač, ne? In zdaj sem dala pač odpoved, ne? In je čakaj malo, treba se zgrati, ne? Jaz nisem utrujena, ker ne delam toliko, kako bom pa zdaj zaslužila, ne? Ja, ne rabiš, ne. Kaj pa recimo strah pred novo potjo, financami, kako si pomagala? Ja, tako da sem nekaj, da grem na svoje, ko bom imela en kupček, s katerim bom lahko razpolagala, da sem sigurna, pa ko bo hči se sama zaposlila. Ko bo zaposlena, ker je že toliko stara. To se je zdaj vse v bistvu izvedlo. To je ena stvar, ki mi je pomagala, da sem lažje, seveda me itak grize, zdaj bo pa ta kupček šel v franže, ne. Seveda stranke prihajajo, a jih je že toliko, da bi s tem lahko tako čisto suvereno živela, ne. Verjamem, da bodo. To sploh ne, to je pač to, tako je. Je pa dejstvo, da jaz to tako rada delam, da jaz bi to delala zastonj. Ja, ampak tukaj pa tudi ne moremo, a ne. Ne, Vem, dokaj te strasti. Ker te vprašajo, kaj bi pa ti počel v življenju, to je dobra, ne. Nekaj, kaj bi ti počel v življenju, tudi da bi imel toliko denarja, da ne bi rabil za to nič računati, da bi delal nekaj, kar bi ti bilo res v veselje, in to je to. Torej, pomagati ženskam imeti sebe rado. To se mi zdi ena taka stvar, ke pol vidim recimo, ne vem, v tej skupini, ke sem jo imela, ona je nehala kaditi po 30 letih, po 18 letih, ke si nikoli ni upala prošnje napisati za drugo službo, pa je tule, ke je bilo itak adijo,
zdaj ima drugo službo, v kateri je mnogo bolj cenjena in tako naprej in tako nazaj. Ne rekla, nikoli ne bi to naredila, če ne bi bilo v programu. Da si čas vzame in da gre v naravo, da gre, jaz zdaj šla na maraton teč. Pa si kar ene cilje naštimala, a ne, da se je rekla, nekaj si vsakič naštimam, da me tako močkam potegne ven, a ne. Posluša hipnotične meditacije, tiste, ki smo v programu imeli. Rekla si jih kar vrtim. 21 dni eno, 21 dni eno, 21 dni eno, 21 eno, pa začnemo od začetka. Je rekla, in meni to najbolj pomaga. In če ti nekaj najdeš, kaj te res pomaga, ne? Recimo, ne vem, ena se je ločila, zato ker je bilo grozen doma, a ne? Ena je v bistvu rešila zakon, če temu tako rečem, zato ker je začela moža poslušati, sta se začela pogovarjati, sta najdla skupno točko, hodita skupaj v hribe, se imata fino. Ful teh osebnih nekih teh občutkov, a ne vem, odnosi z otroci so se zboljšali. Odnosi s starši so se zboljšala, ne. To se seveda nikoli, odnosi staršev se redko kdaj zgodijo na način, da so čisto perfekt, ne, se pa v bistvu ful izboljšajo. Zakaj? Zato, ker imaš ti sebe rada in ti več ne dovoliš, da nekdo te ali čustveno izsiljuje, da ti govori, ne vem, nikoli me ne pokličeš, jaz bom tukaj umrla, ne. Pa to moja mama rada naredila, ne. Pa sem jaz rekla, ja, sem rekla, mami, toliko številke je do tebe, je tudi do mene, a ne. Ne, recimo, ne. Pa je potem ugotovila, da ja, pa te nočem motiti, jaz rečem, če ne bom mogla odgovoriti, če nam mogla dvigniti, pa nam dvignila, a ne. No, pa se je takrat potem, moja mama je že pokojna, ampak se je naučila me poklicati, a ne, ker sem ji lepo rekla, ne, sem rekla, daj poklič me, ne. Saj ni problem, ne. Tako pa nazaj poklicala, a ne. In ko je videla, da res to dela, je začela v bistvu tudi ona biti bolj aktivna v odnosu, a ne. In ja, je težko, ne, skozi biti, težko je z nekom imeti lep odnos, ke te omejuje, ke ti v bistvu znižuje vibracijo. To ni fajn. Bolj fajn je biti nekom, ki je fajn, ki je lušten, ki kar teče, ki se kar preliva vse, a ne. Tam pa cvetimo. In takrat moramo razumeti same sebe, koliko je to the best. Dajmo to energijo preslikati v drug odnos. Saj, okej, mogoče ne bo nikoli tako špricalo, pa se imeli tako, da bo tako teklo, ne. Bo pa boljše. Sigurno, ke bomo mi smo tiste, ne, ke smo boljše, ne. Saj zakaj se pa mi rade družimo z ljudmi, ke so veseli? Kdo se pa rad druži z nekom, ke ni vesel? Dajmo biti mi veseli, ne. Dajmo dvigniti vibracijo. Dež je. Ja, nič hudega. Marela, pes pa sta šla danes, on je bil čisto srečen. On je ena cela ljubezen, ke ga pogledam, cela sreča, on skače sem ke levo, desno. Pada dež, ne pada dež, briga ga. Jaz sem samo rekla, pelerino rabiš, pa Gore-Tex čevlje, da ti ne bo noter teklo. To je to. Da boš še bolj uživala ta sprehod, recimo z psom. Lahko bi pa rekla, spet moram iti na sprehod, pa spet ga moram ven peljati, daj tamle samo toliko, da se polula, pa pokaka, pa bova šla nazaj. Ne, 1 uro sva hodila, pa fejst je deževalo. Pa krasno je bilo. A ne? Kako obrneš, ne, in spet ta obrat, ne, kako ti obrneš percepcijo svoje misli in pozitivo, to je tudi ljubezen do sebe, a ne. Ker zahtevne smo. Mi smo zahtevne do sebe in ko smo do sebe zahtevne, smo zahtevne do drugih. Blazne perfekcionistke smo in ko smo perfekcionistke, si ne upamo narediti nekih stvari, zato ker ne bo perfektno. In potem, ko ne naredimo, se imamo za luzerke in se potem seveda ponižujemo same sebe. Pa še en šef pride mi in pa reče, jaz tebe ni pa itak nič. Super, ampak je on vsega kriv. Ne to, da ti imaš to vibracijo. Toliko, ne, moramo znati prevzemati odgovornost. Zakaj mi je to rekel? Ne zato, ker je dejstvo to, zato, ker imam jaz tako vibracijo. In tudi treba si jo Sebe pol je zaupanje tudi, a ne. Tako, absolutno.
Zaupanje, absolutno. In čisto vsaka je dovolj dobra, točno takšna, kot je. Ja. Ja, res. To sem jaz ene 2 dni nazaj meditirala. Lej, ti si se rodila, da tako izgledaš. Ti si se rodila s takšno energijo. A ni to wow? Je. Ker se lahko deluje čisto vsak od nas. Ker smo čisto vsaka zase postavljena. Ja. Res je to. In to je ta unikatnost. Kaj? Kje sva zdaj? Na kateri točki? Da ne bova prebral. Mislim, da smo zajele v bistvo vsega. Zavedanje sebe, svojih čustev, a ne? Absolutno, to je zavedanje sebe, svojih čustev, s tem v bistvu, ko se, jaz ful težko uporabim besedo kontrolo, pa jo moraš na nek način, ampak ja, ko mi sebe zaznamo, ko zaznamo, kaj prihaja, dobro ali pa slabo, si vseeno. Vse je čustvo, jeza, ljubezen, to je čustvo, to ni plus, minus, to je čustvo. A ne? Ista vrednost je. Samo višina vibracije ljubezni je zelo visoko, a ne? Jeza pa nižja, a ne? Je pa še zmeraj jeza višja, kot pa biti v občutku nemoči, če smo že na tem, a ne? Če se malo premikamo gor pa dol. In ja, ko imamo kontrolo nad tem našim notranjim dogajanjem, se pravi, ko si dovolimo čutiti sebe, pa smo mi bolj kot ne zmagale. Pa smo mi bolj kot ne zmagale, pa nam je vse jasno. Ker zaznamo vse, kaj je okrog in zavemo se, kaj nam je okej in kaj nam ni in potem to reduciramo. To je to, to je to, to je to, to je to. Ja, in da najdemo ta balans, a veš, med meditacijo, ki je vse super, Ja, in da si dovolimo biti v bolečini. To je meni bilo zelo težko. ja, se strinjam. A ne? Rajš sem šla iz te bolečine ven, pa sem šla gledati film. Namesto, da bi se vprašala. A veš? Imamo en kup motilcev in oviralcev v svojem življenju. Zavedati se moramo nekim, da če se ne soočamo s temi svojimi notranjimi občutki, nihanji, bolečinami, aha momenti, zaznavanji, idejami in pa tudi rešitvami, in če gremo, kot si rekla, v film, in če gremo se pogovarjati po telefonu, gremo nekaj scrollati, skratka, preusmerimo pozornost stran od vsega, se moramo zavedati to, da ta del, ki je v nas noter, še vedno je tukaj, ne glede na to, da smo šli mi drugam. In ta del raste. In bolj, ko bomo delale to, da ga bomo odrivale, ali pa mi odhajale stran, ali pa spet odrivale, večji bo in bo udaril kot cunami. In potem se zdereš na nekoga, ki ni nedolžen in kriv, kakor mi znamo reči, ne? Absolutno ni dolžen in kriv, je imel pa nek trigger, je pa naredil nek trigger, da ti je ven to potegnil. A je bila to energija, a je bil to von, a je bila to beseda, a je bila to gib, nekaj, kar te je strigiralo. Strigiralo te je pa na način, kot te je strigirala mama, oče, ne vem, z nečim. In ta eksplozija, seveda potem ti izgubiš energijo, ki jo nikoli več nazaj ne dobiš. To je res, to je treba ful paziti, ker mi imamo toliko pa toliko energije, ko se rodimo. Zdaj jaz pač sem tako naredila, ne? Zdaj, a jo bom jaz racionalno in varčno razdelila, ali jo pa ne bomo, ne, pa si mi pa zmanjša. In pa do tem, ko pridem, pa je pač treba iti na drugo stran. In mi smo tisti, ki uravnavamo to. Mi smo tisti, še gor te vprašajo, a greš, če češ, da greš nazaj, pa nočeš, ki je tam toliko lepo. Se to vsi povejo, ker so prišli recimo z nekim razlogom nazaj.
ne vem, če knjige beremo, če poslušamo kakšne kanalizirane meditacije ali pa nekoga, ki je, ne, se viva. Ampak mi se moramo zavedati, da s tem, ko se razjezimo, v redu, in tudi prav je, da rečeš, jezna sem, zato ljudi približno vsem vrat. To imam jaz. Ne? In pa si rečem, poslušam pa dobro, roke, zakaj si jezna? Čakaj, malo si ne vem, zakaj sem jezna. Ne, veš, dej, pet, gremo zdaj pogledat, zakaj. Pa greš, čakaj, da se močkaj nadiham. Pa greš pa vase. In če to tisti trenutek ne moš narediti, pa moš to potlačiti, zato ker si nekje v službi, nekje na javnem mestu, neki, da je zvečer, ko se vležeš, pa rečeš, čakaj, malo zdaj, kva je bilo to? Zakaj se mi pa zdaj to zgodi? Ok, in se sam sprašuješ, zakaj, in prideš do bistva. Ja, če si naliješ čistega vina in da si iskrena sama s sabo. The best. Kaj češ lepšega? In tudi to, ne, jeti v film, tako kot si ti rekla. Jaz temu rečem nothing box. Jaz ga obožujem, ta prostor. In si ga nudim vsake toliko časa. Si ga nudim, ker na Netflixu vidim, da je kakšna dobra serija, enih 5, 6 zaporednih. Takrat je recimo sobota, ponavadi popoldne, pa do večera, in potem grem spat. In jaz sem zjutraj kar prenovljena. Meni je to recimo... Ja, seveda, to je super, ampak Ne, da je pa to orodje. Ni pa ne sme biti pa to beg. Ne sme biti pa to beg. Točno to. In ta balans med vsem tem more biti, se pravi, more biti in to. Tako, ker moramo jesti zelenjavo, ne vem, meso ali pa beljakovine ali pa, ajde rečemo zdaj, ker so različne ogljikove hidrate, beljakovine, vitamine, minerale. Se pravi, ti moraš to spraviti v telo na način, da nastane nek balans, ker sicer zboliš. Recimo, ker ti nečesa manjka. In tako velja tudi za življenje, se pravi. Ok, jaz ne maram meditirati, meni rečejo, jaz bom zdaj, kaj misliš, da bom cele ure, jaz nimam časa. Ja, pa kdo govori o celih urah? Govorim o tem, da lahko rečeš, danes bom naredila 10 vdihov kontroliranih in zavestnih. 10 vdihov navznoter, pa na ven. To je že meditacija. Ja, res, to je že meditacija? Ja, to je že meditacija. Jaz imam tako, a veš, tudi ne morem vsak dan in imam enkrat uro sprehoda, a ne, ker se malo menjavamo pri kužiki naši. Super. Ura sprehoda z Savinjo, meni je to čas zame in mi je top. Drug dan si bom pač vzela pol ure za meditacijo, tretji dan bom si kakavček skuhala in se malo, a veš, pocrkljala. Tako da, ja, da si ne nalagamo preveč. Ne, Bog obvar. Tudi začeti, jaz zmeraj rečem, predno, ko boste začele, ne, tudi jaz v programu in tudi v moje stranke, ki pridejo. Ko boste začele z meditacijo, začnete z vodeno 5-minutno meditacijo in jo postopoma dvigujete minute, kot vam paše. Bog obvar delati to že takoj na pol ure, ker pač, tako kot bi zdajle mogoče na Triglav, ne vem, če bi prišla, ampak rečemo, ajde, da bi se mogla fejst pomatrati, valjda ne bi šla več v noben hrib, ker bi se mi toliko zagabali, ne, a veš, kaj pač. To tako je, ne, ni stvari je treba vpeljevati v življenje počasi. In sploh v življenje, ko ni ničesar v zvezi z duhovnostjo, srečevanjem samim seboj, mora biti počasi. In pisanje hvaležnosti, no, to pa rečem, da je treba pa vsak dan delati, no. 3 stavke vsak dan. Vsak dan 3 stavke. Zmeraj rečem, ko vidim kakšno gospo, ki pride k meni, ki je tako urejena, pa vem, da je, ko še vprašam, vam je pomemben, oziroma se vedno tikam stran, kot ti je pomembno, da so stvari lepe. Ja, to imam pa ful rada. Opet si pa nov zvezek.
Aha, Več si hvala. ja, ta hvaležnost je res, no, in to sem jaz danes, ke sem hodila, sem rekla: "O moj bog, zakaj nisem jaz bolj hvaležna?" A veš, ker vmes pozabiš, čeprav jaz že dolgo nisem pisala, sem se pa velikokrat spomnila. In meni je že to pomagalo dvigniti vibracijo, da sem pogledala mojo psičko. Kako sem jaz hvaležna, da imam to bitje, svojo hčer, o moj bog, nisem hvaležna, se namažem s svojimi kremicami. Po dolgem času sem danes rekla: kako je pa to dobro, kaka mehkoba." Prav za en serum, ke je tako ful cvetlični. In to, že to, v bistvu, okej, pišemo, ampak spomnimo se še čez dan, a ne. Ti se pol spomniš, veš, večkrat. Jaz se hecam zmeraj, pa res, ker, kopiram, Ano Bučevič, ki je rekla, ke smo bili na enem seminarju, je rekla: 3 minute vam dam, da boste napisali, zakaj vse ste hvaležni. Kar ne boste napisali jutri zjutraj, ke se zbudite, tega več ne bo. In zdaj naj tam pišem. Ja, nič, kaj sva midve pol? Mogoče eno vprašanje za za nekoga, ki je čisto, ja, na enem takem prelomu, v občutku nemoči, kaj bi svetovala? Kakšne korake? Predvsem, odločitev, da je čisto super, če si najdeš pomoč, da to ni nekaj, kar bi te determiniralo, da si šibka, ampak pomeni, da si zelo, zelo močna ženska, ker si se odločila za sebe. In si se odločila stopiti na pot, ke ne veš, kako se bo odvila, in te je izjemno strah, tako drevenijo ti noge in roke in ti, meglo dela v glavi, ampak ti pa še zmeraj imaš: "Jaz moram nekaj narediti, jaz moram nekaj narediti." Poslušaj jaz moram nekaj narediti. In dovoli, da pride do tebe točno tista prava informacija, iz katere boš potem naprej izhajala. Če je tako hudo. Če je pa tako, da si želiš nekih sprememb, pa še zmeraj si nekje že, mogoče se zavedaš, da se da s to svojo, notranjo močjo nekaj narediti, je pa absolutno pisanje hvaležnosti, zavestno dihanje, zavedanje mogoče občutkov. Najprej mogoče greš v tem, ki je najbolj tečen, tisti odnos, ke te najbolj v bistvu matra. Zakaj je tam? Pa se majčkeno sprašuješ. Ne reagiraš, če se le da, da ne reagiraš, probaš trenirati, vizualiziraš, da ne reagiraš, ampak da vsakič znova greš v sebe in se vprašaš, kaj je zdaj to. Pa nikar imeti občutek, da ste ve krive za to, da je tako. Vedno je 50-50. Vsak odnos je 50-50, razen otroci, ne, seveda, ke smo mi odgovorni za njih, ne. Ker pač otroci nas spoštujejo takrat, ko mi njih spoštujemo najprej, oni se morajo od nas najprej naučiti določenih korakov, ne. In če je odnos 50-50, a veš, koliko se lahko izboljša, da oba pol, a ne? Tako, ker ko se boš ti spreminjala, se bo tudi ta na drugi strani začel spreminjati, a ne, zato ker bo videl, da si ti okej. Lahko se zgodi to potem tudi to, ne, da gremo narazen, absolutno se lahko to zgodi, a ne. Ampak če je temu tako, je pa to boljše, kakor pa da smo skozi slabe volje pa da se skozi kregamo. Tako da, ja. Jaz bom rekla, ker sva midve že, 1 uro, da točno to, kar si rekla, da si dovolimo čutiti, da, biti hvaležni, postaviti to mejo, a ne, kar jo itak pol slej ko prej, meni se zdi, da sem začela meje postavljati mogoče še preden sem,
Še pred to zares ljubeznijo, a veš, da te že nekaj vodi, da postaviš. Ja. Prvič te je malo, imaš mogoče celo krivdo ali pa en slab občutek, pa zmeri lažje, pa zmeri boljše. Tako. Da je to pač ustvarja, vse to ustvarja nek podporen prostor, a ne? In da se mi zdi, da ta ljubezen do sebe, kakor si danes se sprehodila, ni cilj, ampak je proces, je vsakodnevno izbiranje sebe, sočutja in pač seveda tudi prisotnosti, o kateri nisva govorili, ampak je absolutno na mestu, da jo omenimo. In nič, lej, hvala lepa, da si delila svojo pot. Z veseljem. In eno tako, en tak nov pogled, a ne? In verjamem, da bo marsikatero navdahnilo in jaz si ga bom tudi še zavrtela posnetek, ker nisem vedno, mislim, je fajn, da pa še slišiš, a ne. Poslušamo še malo, ja. Absolutno. Tako da, hvala ti lepa in Hvala tebi, Darja. lepo bodi.